V imenu Očeta in Sina in Svetega Duha. Amen. Milost našega Gospoda Jezusa Kristusa, ljubezen Boga Očeta in občestvo Svetega Duha z vami vsemi. In s tvojim duhom. Dober večer vsem pri tej sveti maši. Danes v bogoslužnih besedilih bomo slišali zgodbo o svetem Štefanu, ki so ga kamenjali Judje in mu vzeli življenje. On seveda odpušča svojim objavcem. V evangeliju pa bomo slišali zopet, kako se farizeji in pismouki so zopet zelo proti Jezusu in mu pravijo, da bodo vam verovali, če še bo enkrat storil čudež s kruhi. Pri tej sveti maši bomo molili po namenu za zdravje razširjene družine in za pokojnega Franca Videniča Oblekna. Najprej pa poglejmo svoja srca in priznajmo svoje grehe in jih obžalujmo. Vsemogočnemu Bogu in vam, bratje in sestre, priznam, da sem grešil v mislih, besedah in dejanju, mnogo dobrega opustil in slabega storil. Žal mi je, zelo mi je žal. Zato prosim Sveto Devico Marijo, vse angele in svetnike in tudi vas prosite zame, Boga, nebeškega Očeta. Usmili se nas, vsemogočni Bog, odpusti nam naše grehe in nas privedi v večno življenje. Amen. Gospod, usmili se. Gospod, usmili se. Kristus, usmili se. Kristus, usmili se. Gospod, usmili se. Gospod, usmili se. Molimo. Bog naš Oče, nebeško kraljestvo odpiraš tistim, ki so prerojeni iz vode in Svetega Duha. Očistil si nas vseh grehov, pomnoži nam milost, da bomo dosegli, kar si nam obljubil, pa našem Gospodu Jezusu Kristusu, tvojim Sinu, ki s teboj v občestvu Svetega Duha živi in kraljuje vekomaj. Amen. Berilo iz apostolskih del. Tisti čas je Štefan rekel ljudstvo, starešinam in pismoukom: Trdovratni in neobrezani na srcih in ušesih, vi se vedno upirate Svetemu Duhu, kakor vaši očetje, tako tudi vi. Katerega izmed prerokov vaši očetje niso preganjali. Celo morili so tiste, ki so napovedovali prihod pravičnega, in tega ste zdaj izdali in umorili, vi, ki ste prijeli poslanstvo po uredbi angelov in se je niste držali. Ko so to slišali, so se togotili v svojih srci in z zobmi škripali zoper njega. On, ki je bil poln Svetega Duha, pa je opr pogled v nebo, videl Božje veličastvo in Jezusa stoječega na Božji desnici in je rekel: Glejte, vidim nebesa odprta in Sina človekovega stoječega na Božji desnici. Tedaj so zavpili z močnim glasom, si zatisnili ušesa in vsi hkrati planili nanj. In vrgli so ga iz mesta ter ga kamenjali. Priče pa so odložile svoje oblačila k nogam mladeniča, ki se je imenoval Savel. In kamnali so Štefana, ko je molil: Gospod Jezus, sprejmi mojo dušo. Pokleknil je in z močnim glasom zaklical: Gospod, ne prištevaj jim tega greha. In ko je to rekel, je zaspal. Savel pa je odobraval njegov umor. Božja beseda. Bogu hvala. Gospod, v tvoje roke izročam svojo dušo. Gospod, v tvoje roke izročam svojo dušo. Bodi mi zavetna skala, o Bog, utrjen grad, da me rešiš. Ti si moja skala in moj grad, zaradi svojega imena mi boš vodil in ravnal. Gospod, v tvoje roke izročam svojo dušo. Tvoje roke izročam svojega duha, rešil me boš, Gospod, zvesti Bog. In jaz zaupam Gospoda, radoval in veselil se bom tvojega usmiljenja. Gospod, v tvoje roke izročam svojo dušo. Razjasni svoj obraz nad svojim hlapcem. Reši me svoje milosrčnosti, varuješ me z varstvom svojega obličja pred zarotom mojih nasprotnikov. Gospod, v tvoje roke izročam svojo dušo. Aleluja.
Ker si me videl, Tomaž, si veroval, blagor tistim, ki niso videli, pa so verovali. Aleluja. Gospod z vami. In s svojim duhom. Iz svetega evangelija po Janezu. Slava tebi, Gospod. Tisti čas so ljudje rekli Jezusu: Katero znamenje boš dal, da bomo videli in te verovali? Kaj boš naredil? Naši očetje so jedli v puščavi mano, kakor je pisano, kruh iz nebes jim je dal jesti. Jezus jim je rekel: Resnično, resnično povem vam, ni vam dal kruha iz nebes Mojzes, ampak moj oče vam daje pravi kruh iz nebes. Božji kruh je namreč tisti, ki prihaja iz nebes in daje sveto življenje. Rekli so mu: Gospod, daj nam vselej tega kruha. Jezus jim je rekel: Jaz sem kruh življenja. Kdor pride k meni, ne bo lačen, in kdor vame veruje, ne bo nikoli žejen. Kristusov evangelij. Hvala tebi, Kristus. Nekaj besed iz današnjega evangelija. Slišali smo Janezov evangelij. Ljudje pravijo Jezusu, naj naredi znamenje, da bodo videli in mu bodo verovali. Kaj boš naredil? Jezus je že pred tem pomnožil kruh, enkrat je to storil. Ko so Izraelci potovali skozi puščavo in je Bog vsak dan dajal mano, torej kruh iz nebes, vsak dan so jedli. Morda so ljudje mislili, da bi moral Jezus podobno narediti, kot je takrat Bog Izraelcem v puščavi pomagal. Jezus jim na koncu odgovarja, da jim Bog je dal tisti kruh in da je on pravi kruh, ki prehaja iz nebes. Danes, če pogledamo kruh, ki ga imamo na mizi, mislim, da se noben izmed nas skoraj ne predstavlja dneva, da ga ne bi zaužil čez dan, se nam zdi samoumevno, ampak za kruh je potrebno veliko stvari, da pride sploh na mizo, da ga lahko zaužijemo. Že čisto na začetku je ga potrebno zorati njivo, posejati seme. Potem je tudi veliko odvisno od vremena, niti ne toliko od kmeta, ki poseje pšenico, ampak od vremena, torej kakšno vreme bo, da bo pšenica sploh zrasla. In ko zrasne, nekdo mora požeti klasje, nekdo mora odpeljati k mlinu, v mlin, in mlino se potem zmelje, da dobimo moko. In potem tudi doma nekdo mora pripraviti testo, kruh speči in še potem komaj pride na mizo. Torej ni vse samo od nas odvisno in Jezus hoče to v današnjem evangeliju povedati, da nismo sami na svetu, da smo odvisni od njega, in še posebno danes v tem času, ko vidimo, da vsega sami ne zmoremo, pa prosimo, da bi s tem zavedanjem živeli naša življenja, da smo odvisni od Boga in ga prosimo za njegovo navzočnost v naših življenjih. Bratje in sestre, v svetu se bije nenehni boj med pravico in krivico, med sovraštvom in ljubeznijo, med dobrim in slabim. Ta boj odmeva tudi v naših srcih. Kristus, daj nam kruha iz nebes. Kristus, daj nam kruha iz nebes. O Bog, sile teme so tvojega pogumnega pričevalca Štefana Kamnale. Daj moč vsem, ki se s tem silam upirajo. Kristus, daj nam kruha iz nebes. O Bog, mučenec Štefan je od srca odpustil svojim morilcem. Daj nam moč, da bomo tudi mi znali odpustiti vsem, ki so nas žalili in nam storili krivico. Kristus, daj nam kruha iz nebes. O Bog, sveti Štefan je uprl pogled v nebo in videl Božje veličastvo. Spodbudi nas, da bomo dvigali svoje misli k nebeškim dobrinam. Kristus, daj nam kruha iz nebes. O Bog, mučenca Štefana si sprejel k sebi. Odpri našim rajnim nebeška vrata in izprejmi svoje kraljestvo. Kristus, daj nam kruha iz nebes. Te naše ponižne prošnje sprejmi po Jezusu Kristusu, ki s teboj živi in kraljuje vekomaj. Amen.
Hvalim Bog, Gospod vesolja. Po tvoj dobroti smo prijeli ta kruh. Tebi ga prinašamo, sad zemlje in delo človeških rok, naj nam postane kruh življenja. Bogu čast in hvala vekomaj. Hvalim Bog, Gospod vesolja. Po tvoj dobroti smo prijeli to vino. Tebi ga prinašamo, sad trte in dela človeških rok, naj nam postane duhovna pijača. Bogu čast in hvala vekomaj. Molimo, bratje in sestre, naj Bog vsemogočni Oče sprejme našo daritev. Naj sprejme Gospod daritev iz tvojih rok. Hvala in čast svojemu imenu. Oblago tudi nam in vsej svoji sveti cerkvi. Sveti Bog, sprejmi darove cerkve, ki vesela praznuje velikonočne skrivnosti. Ti si vir našega tolikšnega veselja, naj pridemo k tebi v večno radost po Kristusu našem Gospodu. Amen. Gospod z vami, In s tvojim duhom. kviško srca. Imamo jih pri Gospodu. Zahvalimo se Gospodu našemu Bogu. Spodobi se jim pravično je. Res se spodobi in je pravično, primerno in zveličavno, da tebe, Gospod, vedno slavimo. Slovesneje pa te hvalimo posebno v tem času, ko je bilo darovano naše velikonočno jagnje Kristus. Ne neha se za nas darovati in nas pri tebi vedno zagovarja in hrani in brani. Na križu žrtvan več ne umrje, temveč s poveličanimi ranami živi na veke. Zato se velikonočnem veselju raduje ves svet, pa tudi angeli v nebesih nenehno prepevajo hvalnico tvoje slave in mi z njimi kličemo. Svet, svet, svet si ti Gospod, Bog vsega stvarstva. Polna so nebesa in zemlja tvoje slave. Hozana na višavah. Blagoslovljen, ki prihaja v imenu Gospodovem. Hozana na višavah. Resnično si svet, Gospod naš Bog, vir vse svetosti. Zato te zbrani ob spominu na veliko noč, ko je naš Gospod Jezus Kristus stal od mrtvih, prosimo, posveti po svojem duhu te darove, da nam postanejo telo in kri našega Gospoda Jezusa Kristusa. Ko je šel prostovoljno v trpljenje, je vzel kruh, se zahvalil, ga razlomil, dal svojim učencem in rekel: vzemite in jejte od tega vsi, to je moje telo, ki se daje za vas. Prav tako je po večerji vzel kelih, se spet zahvalil, ga dal svojim učencem in rekel: vzemite in pijte iz njega vsi, to je kelih moje krvi, nove in večne zaveze, ki se za vas in za vse preliva v odpuščanje grehov. To delajte v moj spomin. Skrivnost vere. Tvojo smrt oznanjamo, Gospod, in tvoje vstajenje slavimo, dokler ne prideš v slavi. Sveti Oče, spominjamo se Kristusove smrti in vstajenja. Darujemo ti kruh življenja in kelih zveličanja. Zahvaljujemo se ti, da smemo biti tu pred teboj in ti služiti. Ponižno prosimo, naj nas Sveti Duh po prejemu Kristusovega telesa in njegove krvi združi, da bomo vsi eno. Spomni se, Gospod, svoje cerkve razširjene po vsem svetu, spopolni v ljubezni, skupaj z našim papežem Frančiškom, našim škofom Stanislavom in vsemi, ki služijo oltarju. Spomni se našega brata Franca, ki si ga z tega sveta poklical k sebi, s krstom si ga pridružil svojemu sinu in njegovi smrti, naj z njim tudi vstane v večno življenje. Spomni se tudi drugih naših bratov in sester, ki so zaspali v upanju na vstajenje, in vseh ljudi, ki so umrli tvoji milosti, in jim daj, da bodo gledali tvoje obličje. Prosimo te, usmili se nas vseh, da bomo v večnem življenju skupaj z Božjo materjo Devico Marijo, z njenim ženinom svetim Jožefom, z apostoli in vsemi svetimi, ki so živeli tvoje ljubezni, in da bomo hvalili in slavili po tvojem sinu Jezusu Kristusu. Po Kristusu, s Kristusom in v Kristusu, tebi vsemogočnemu Bogu Očetu, v občestvu Svetega Duha, vsa čast in slava na vse veke vekov. Amen.
Kot posinovljeni Božji otroci skupaj molimo, kakor nas je naučil Gospod Jezus Kristus. Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi Tvoje ime, pridi k nam Tvoje kraljestvo, zgodi se Tvoja volja, kakor v nebesih, tako na zemlji. Daj nam danes naš vsakdanji kruh in odpusti nam naše dolge, kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom, in ne opeli nas s kušnjavo, temveč reši nas hudega. Reši nas vsega hudega, vsemogočni Oče. Podari nam mir v naših dneh, usmiljeno pomagaj, da se bomo varovali greha in bomo varni pred vsakim nemirom, ko polni blaženega upanja pričakujemo prihod našega odrešenika Jezusa Kristusa. Tvoje je kraljestvo, Tvoja je oblast in slava vekomaj. Gospod Jezus Kristus, na dan vstajenja si svoje učence pozdravil, mir vam bodi. Ne glede na naše grehe, ampak na vero svoje cerkve, utrdil miro in jo vodi k popolni edinosti, da se izpolni Tvoja volja, ki živiš in kraljuješ vekomaj. Amen. Gospodov mir naj bo vedno z vami. In s Tvojim duhom. Jagnje Božje, ki odjemlješ grehe sveta, usmili se nas. Jagnje Božje, ki odjemlješ grehe sveta, usmili se nas. Jagnje Božje, ki odjemlješ grehe sveta, podari nam mir. Glejte, to je jagnje Božje, ki odjemlje grehe sveta. Gospod, nisem vreden, da prideš k meni, ampak reci le besedo in ozdravljena bo moja duša. Jezus, verjamem, da si navzoč v najsvetejšem sakramentu. Zahvaljujem se ti za tvojo ljubezen do mene, ki si mi jo izkazal svojo smrtjo na križu. Želim te ljubiti bolj kakor vse drugo, predvsem pa te želim sprejeti v svojo dušo. Ker te ne morem prijeti sakramentalno, te prosim, da prideš k meni duhovno. Prosim te, da vstopiš v moje srce in prebivaš v njem.
Če smo s Kristusom umrli, verujemo, da bomo z njim tudi živeli. Aleluja. Molimo. Usmiljen Bog, prenovil si nas svojimi zakramenti. Varuj in vodi nas v življenju, da bomo prišli v slavo vstajenja po Kristusu našem Gospodu. Amen. Želim vam lep večer, pa če imate večerjo, dober tek, pa naj bo Gospod z vami. In s tvojim duhom. Blagoslovi vas vsemogočni Bog, Oče in Sin in Sveti Duh. Amen. Pojdimo v miru. Bogu hvala. Alleluia.